lahko zdaj razčistimo nekaj, kar mene žre, pa mislim, da tudi Sašo, že kar teden dni do 2, ker zdaj že skoraj 2 tedna v te tvoje objave, znam si potem, da objavljaš marsikaj, a ne? Mi vemo, da si ti sicer majčken provokatorja, ne? Ampak tole, ne? Prosim režija za tole. Ne? Da si šel na neko veselico, in da si bil tam in da je bilo tam veliko različnih ansamblov in pevcev, vsaj ne rečem, da ne znajo narediti žura in da niso dobri showmakerji, ampak za božjo voljo, kam je šel okus naše mladine? A je to res največ, kar zmorejo njihova ušesa in njihov glasbeni okus? Kje ste to? 20. september 2025 in to zgodaj v jutranjih urah, ko si očitno prišel z te veselice. Kaj bi ti, kaj pa je narobe s tem, ne? Da veselica je, kot prvo, da sploh je, koliko truda je potrebnega, da sploh je, ne? In potem, da dejansko je veliko ljudi tam, da je uspešna. V čem je problem? Se strinjam, ne, z vsem, ne, in tudi kot sem poudaril sam ta žur, showtime, vse perfektno, ampak mladina, ne, ki ima toliko enih opcij, da bi lahko poslušala kvalitetnejša besedila, tudi v slovenski narodno-zabavni glasbi, je najbolj norela in plesala na najslabši del besedil. To me je zmotilo, ne? Torej, zakaj se poneumlja slovensko mladino in zakaj se ji ne da malo bolj kvalitetnejših besedil, tudi v tej glasbi, ki jih premore in ki jih znajo narediti, fantje? Vi ste dvignil roko. Ja, ker jaz se pa tu z njim nikakor ne strinjam, ne? Zato, ker jaz sem pa vedno mnenja, on skozi poudarja od prve oddaje, kvalitetna besedila, ni res, folk mladina posluša to, kaj nje paše. Tako on posluša Jana Plestenjaka, pa ima Jan Plestenjak za njega najboljša besedila, pa največji frajer je, tako to ti, ko pridejo na veselico, žurajo na to, kar njim paše. In isto treba je pustiti mladini, tudi če so besedila, ki niso tebi pogodo, nekomu je pa to besedilo všeč. In moraš razločiti, da smo si različni. Žgonem, če že hodiš, pa verjamem, da si bil na hudo malo slovenskih veselic, ni treba to, ker za mene, ko sem 17 let delal, pa sem bil z ansamblom Aplavz, ki je, bom rekel, povprečen slovenski ansambl, je to za mene žalitev, zato ker ti se trudiš, vsak band se trudi, da je vsaka pesem, ki jo izda, najboljša in za njih verjetno je, tako da prosim, če se drugič izogneš tega v narodno-zabavni glasbi, ker nisi tu doma, ne? Ne drži, ne? Oni bi se lahko veliko bolj potrudili, ker znajo. To me ne moti, ne? Da oni znajo narediti veliko boljše, kar so tudi v tej oddaji dokazali in se jim enostavno ne da, ker je dovolj samo to, da izdajo. Ker itak vejo, da bo užgalo, ker mladini je pa tako vseeno, kaj posluša. Tu sem se piknil. Če tebi ni vseeno, pa če ostaneš doma, ne? Slučajno sem se tja znajdel. A ti sploh nisi imel namena iti? Ne, jaz sem se slučajno znajdel. Pa sploh nimaš kaj komentirati. Mi tu v Sloveniji smo pa veseli, da sploh poslušajo slovensko glasbo, ker nekoč je mladina tega sploh ni poslušala. A ni to fajn? A ni to... Je fajn, da posluša slovensko glasbo in zagovarjam to, sam zakaj se ne bi vsi te ansambli en dan dobili skupaj pa rekli, zvišali bomo nivo slovenske zabavne glasbe, ker je to naša dolžnost. Pol pa pejt med besedilo piscete in pa si ti čula njegove komade. Besedilsko so boljši od tega, ne? Ne jih režija spusti. Kjere komade? Ginekolog, te pa poslušajmo to perfektno besedilo. Če je to perfektno besedilo, te si nas veliki Luka Dončić. Ni perfektno. Naj se vam predstavim, sem vaš ginekolog, pacient imam več, kot jih spravim v blok. Kar naprej, gospa, uležte se na mizo in mi pokažte svojo lepo zizo. No, mislim, jaz sem povedal svoje v videu in tukaj in zdaj, ne? Ljudje si pa ne ustvarjajo mnenja. No, ampak to je za mene besedilo, ki poneumlja, prosti. A ti tvoji, ko jih pa ti zagovarjaš, so pa fajn. Ne, samo, če z druge govoriš, Sam jaz nisem glasbenik, jaz sem bil zajbant. Oni se imajo pa za glasbenike, ne? Zato pa nimaš. Pa tako dobro nam je šlo do ene četrte oddaje. Ok. Če dovolite.
bomo malo nadihali. Lej, na koncu vsak ima pravico Ti povem še objavljati. nekaj. Povej. Že tako težko goste dobimo, ne? Že Zdaj še tako? oštota dva. Ja, sem res, ansambli nočijo prihajati v oddajo. ker Ja, pa imate- ne zaradi mene, Ja, ne zaradi mene. Ja, seveda. Tebi rečejo ne. Ja, Ne. Tebi rečejo ne. Ja,